Lepo pozdravljeni že v drugi oddaji Zelena. Danes bomo govorili o ponovni uporabi odpadkov in reciklaži. Verjetno marsikdo od vas pridno ločuje odpadke v zabojnike različnih barv. Tisti, ki pa tega niste tako vešči, pa si le vzemite te slabe pol ure, kajti z nami bosta strokovnjaka tega področja. Prvi je gospod Gregor Uhan iz javnih služb Ptuj. Zdravljeni. Strokovni sodelavec pri vzpostavitvi in vodenju projekta ponovne uporabe. Pozdravljeni. Drugi, prav tako iz javnih služb Ptuj, gospod Rajko Kavčič, pa sodeluje na zbirnem centru Cero Gajke. Pozdravljena v studiu. Pozdravljeni. Prvo vprašanje, gospod Kavčič. Kako bi razložili, kaj je to reciklaža odpadkov? Reciklaža odpadkov je v bistvu, ko iz mase odpadkov ločimo primerne odpadke, ki se jih da ponovno uporabiti v smislu nekih reciklatov. V bistvu se izločijo odpadki, ki so še primerni in iz katerih lahko naredimo z nekaj vložkov energije spet ponovno uporaben odpadek. Zakaj pa je pomembno recikliranje? Recikliranje je pomembno iz več razlogov. Po moje je najpomembnejši ta, da vsak predmet, ki konča med odpadki, je vložena neka energija. In če ta predmet, ko ga ljudje odložijo, ker je za njih neuporaben, odložimo v zemljo, smo to energijo zavedno izgubili. Če pa ga recikliramo, pa z neke dodatne energije spet dobimo uporaben izdelek. Kaj vse lahko recikliramo? Reciklira se lahko v bistvu vse, od papirja, plastike, vseh kovin, več folij, vse. V bistvu ogromno stvari se lahko reciklira, tudi tetrapak. Včasih je problem, da ekonomika ne prenese recikliranja, da v bistvu sama reciklaža stane več, kot bi lahko dodali vrednost temu odpadku. Nazadnje se to pojavlja pri tetrapaku, ker je stroški zbiranja, stroški ločevanja iz mase so v bistvu večji, kot je pol se ga da prodati kot sekundarno surovino. Kaj se zgodi z odpadno plastiko, kot so na primer jogurtovi lončki, plastenke in podobno? V bistvu so to vse reciklažni materiali. V prvi fazi se to zgodi pri nas, da mi te odpadke ločimo. Jogurtov lonček v bistvu spada pod skupino PPPS, to je polipropilen polistiren. Plastenke od pijač pa spadajo v skupino PET. To so dva različna reciklata ali pa dve različni sekundarni surovine, zato jih damo na trg ločeno, po obdelavi na našem centru. Kako se reciklira aluminij, na primer pločevinke? Aluminij kot tak je v bistvu najboljši reciklažni material, ker v bistvu ne izgubi svoje vrednosti kot iz fizikalnih lastnosti. Tudi ko ga enkrat recikliramo, še vedno ima enake lastnosti. Aluminij lahko vedno vrnemo v enak izdelek, kot je bil, in ta ne izgubi svojih lastnosti, s tem, ko pa ostali materiali, kot je papir, pa izgubijo. Kaj se zgodi z nevarnimi odpadki? Nevarni odpadki v bistvu jih mi zberemo, enkrat na leto pripravimo akcijo, da v mestni občini Ptuj na večjih lokacij te odpadke zberemo. Vsekakor pa lahko vsak občan jih vso leto odda na Cero Gajke. Kaj se zgodi z njimi, je odvisno od vrste odpadka, ker med nevarne odpadke spada tudi televizija zaradi svojega ekrana. Potem so ti odpadki nevarni, kot taki so ločeni na podskupine, in recimo za baterije obstaja posebna shema, za elektronsko opremo obstaja posebna shema, ki potem te odpadke prevzame in nadalje ravna z njimi v skladu z pravili o ravnanju z odpadki, z nevarnimi odpadki. Ali je delo z odpadki lahko nevarno? Delo z odpadki je lahko nevarno, v bistvu ne more biti zelo nevarno, ampak je lahko nevarno, ker samo zbiranje poteka v prometu. Večkrat je že bilo tudi letos, mislim, da mesec dni nazaj, je smetarsko vozilo
bilo udeleženo v prometni nesreči za smrtnim izidom, tako da z tega vidika lahko nevarno, pa mogoče bi še se dalo izpostaviti kako delo z nevarnimi odpadki, da bi prišlo do kakšnih poškodb ali pa kakšne nevarnost, kakšnih vreznin obstaja tudi, ni pa zdaj smrtno nevarno. No. Ali imajo ljudje pri ločevanju kakšne težave? V bistvu večina ne, no, težave pa se še vedno obstajajo in se pojavljajo. Večji problem je pri samem ločevanju teh odpadkov, v bistvu je več težav mi opažamo v blokovnih enotah, manj pa pri individualnih hišah, ker je v blokovnih enotah v bistvu težje nadzirati in je težje ugotoviti, kdo ne spoštuje pravil ločenega zbiranja. Ne. Kaj pa se zgodi, če so odpadki nepravilno ločeni? Nepravilne ločene odpadke pač potem pridejo med mešane komunalne odpadke, se odložijo in potem se v bistvu odložijo, kar pa je škoda. Ne. In ta procent ločeno zbranih odpadkov in odpadkov primerno za recikliranje je naša želja vse skozi povečevati. Ne. Ker tudi finančno, tako tudi za občane, je finančni učinek boljši, če čim več ločeno zberejo. No. Katerih odpadkov je nasplošno največ za reciklažo? Največ je nedvomno mešanih komunalnih odpadkov, ki pa med odpadki ločeno zbranimi frakcijami, ki so primerni za reciklažo, pa je nedvomno največ papirja, potem je plastika, šele na to kovine. No. Plastika, če se potem med plastiko, pa bi lahko izpostavim folijo in vrečke in v bistvu folija kot material. Kako uspešni ste na Ptuju glede reciklaže, glede na druge kraje v Sloveniji? Ja, na Ptuju smo kar uspešni, mislim, da spadamo med občine, ki imajo glede samega zbiranja zadevo na najvišjem nivoju, kar pomeni, da smo svojim občanom omogočili, da ločeno zbrane frakcije oddajo od doma. To še nimajo vse občine, nekatere občine še vedno imajo ekološke otoke, to se ni izkazalo za najboljše, procent ločeno zbranih se je močno povečal, odkar pobiramo pri samih hišah ločeno zbrane frakcije. Tako da mislim, da tudi po deležu ločeno zbranih frakcij glede na mešane komunalne smo v zgornji polovici, ali pa je rekel, malo nad povprečjem. No. Nedavno so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti projekta Poretex, namenjenega ponovni uporabi in recikliranju tekstilnih odpadkov. Poglejmo podrobnosti o projektu. V četrtek, 26. februarja, je v kulturno-kongresnem središču Dominikanski samostan na Ptuju potekala novinarska konferenca na temo Čezmejni projekt Poretex s podnaslovom Zbiranje odpadnega tekstila in izvajanje modnih delavnic v Sloveniji in na Hrvaškem. Čezmejni projekt izvaja 7 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, financira pa se iz sredstev Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. V projektu se izvajajo aktivnosti zbiranja rabljenega in odpadnega tekstila, modne delavnice, pripravlja se mobilna aplikacija. Glavno vodilo je spodbujanje odnosa do varovanja okolja in zavedanje o možnostih ponovne uporabe že rabljenih stvari, ki jih dnevno odlagamo v koš in zavržemo. Več o projektu so predstavili predstavniki 7 partnerjev, eden izmed njih pa je tudi znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Statistika kaže, da povprečno na letni ravni nastane okrog 12 do 15 kg odpadnega tekstila na prebivalca. Zdaj, če to preračunamo, nekje na letni ravni 30.000 ton. Okrog 60 do 70% teh tekstilnega odpada se celo se ga odloži. In tukaj vidimo v okviru projekta Poretex, ko smo ga snovali, smo videli izziv, da se lahko nekje vsaj polovica ponovno ga uporabi, preostane, ki se pa ne da ponovno uporabiti, pa ga lahko recikliramo, tako da pridemo lahko do
se pravi do zero waste na tem področju tekstilnega odpada, kar tudi okvirna direktiva o ravnanju z odpadki ponovno uporabo uvršča med prednostne naloge ravnanja z odpadki kot virom, ne pa kot odpadkom, ki se odloži in se potem v bistvu ima druge okoljske slabosti. Kaj pa v bistvu projekt prinaša? Kaj želite doseči z njim? S projektom želimo v prvi vrsti seveda doseči, dvigniti, izboljšati, bom rekla, informacijo med prebivalci projektnega čezmejnega področja Slovenija-Hrvaška o pomembnosti čistega, zdravega okolja, o trajnostni potrošnji. Seveda, predvsem z okoljskega vidika pa prispevati k predstavitvi, kakšne so možnosti oziroma kakšni so možni ukrepi, da zmanjšamo količino komunalnih odpadkov in tudi, da začnemo odpadke obravnavati kot vir, se pravi, da se snovno izrabijo za nek nov izdelek, polizdelek. V teh zabojnikih ne zbirajo le rabljenih oblačil, temveč tudi odpadni tekstil, iz katerega ponovno ustvarijo unikatne kose oblačil, k čemer spodbujajo tudi mlade. Mislimo tudi, da so mladi lahko promotorji zelenega življenja, zelene mode in jih je potrebno tudi aktivno vključevati in omogočati. Gre tudi tu pri tem projektu za spodbujanje ustvarjalnosti, na koncu koncev skozi ponovno uporabo se marsikaj da, redizajn oblek narediti in ob priložnosti ste seveda vabljeni, da si ogledate v Frstovi hiši potekajo modne delavnice, 2 termina bomo imeli informativnih dnevov, organizacije informativnih dnevov, da si lahko vsak udeleženec pogleda proces, kako ponovna uporaba oziroma redizajn nekega nezanimivega, neatraktivnega kosa oblačila, ali je malo utrgan, ali je malo popackan, se mogoče pa potem lahko skozi proces poprave ustvari zelo nek zanimiv kos obleke ali modnega dodatka. V tujini je to že kar nekaj časa aktualno, se pravi te second hand shopi, se pravi vintage trgovine. Pri nas pa nekako prihaja to šele v ospredje, zaradi tega, ker nekako postopamo za trendi in kar so trendi v tujini, potem ko me pride k nam. Tako da počasi to osvajamo in mislim, da je to tudi zelo pomembno za te mlajše generacije, sploh strani uporabe in kupovanja. Prvo pač v bistvu treba pogledati, iz kakega materiala so ti tekstilni materiali. Zaradi tega, ker recimo včasih so sestava materialov takšna, da ga enostavno ne moremo nositi. Pomembno je, da so iz naravnih materialov, se pravi, da so kakšne te bombažne stvari, ki so recimo mogoče bolj vzdržljive kot kakšne akrilne, in potem se lahko tudi, ne vem, iz nekih majic, ki so recimo že ponošene, naprimer se lahko razreže in se v bistvu sestavi v neki novi tekstil ali pa v novi izdelek, ampak mogoče to spada za tiste, ki mogoče že imajo neke veščine šivanja. Lahko pokažemo, recimo to je bila ena stara jopca. Zdaj iz te sprednji deli žepi so se ohranili, zrezal še se en stari del, ki se je v bistvu skupaj zašil in je v bistvu nastal kot neki novi šal, ki se lahko v pasu spne z pasom, in pa pač neka, recimo, še kapa, recimo zimska. Tako da so v bistvu iz enega kosa nastali 3 novi kosi. Iz delov starega tekstila pa lahko domiselno naredimo tudi copate, kuhinjske rokavice, blazine in druge izdelke. Nadaljujemo s pogovorom z današnjima gostoma. Gospod Uhan, sodelujete pri projektu Poretex. Zakaj se vam zdi pomemben? Nam se zdi pomemben projekt ravno zaradi tega, ker želimo s tem ljudi spodbuditi k ponovni uporabi odpadkov. In ne samo, se pravi, na splošno vse odpadke, ampak med odpadke tudi sodi tudi tekstil, ki dejansko je bil ta projekt Poretex, ravno o katerem ste ravno govorili,
je bil odobren iz strani Vlade Republike Slovenije za kohezijski razvoj in evropsko politiko in sicer v letu 2013, točno torej v decembru, in se bo izvajal do junija leta 2015, v katerem dejansko torej potekajo delavnice in pa zbiranje tekstila. Kdo pa financira podjetje? Financirano je iz strani Vlade Republike Slovenije za kohezijsko politiko, iz teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška v obdobju leta 2007 in 2013. Ena izmed pozitivnih strani projekta je spodbujanje zaposlovanja. Se na Ptuju že kažejo možnosti zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih? Možnosti vsekakor bodo obstajale po zaključku projekta, saj dejansko že tudi sedaj imamo v okviru projekta zaposlene modne oblikovalke, ki dejansko sodelujejo na delavnicah in spodbujajo težje zaposljive ljudi, torej tisti, ki so bile napotene iz Zavoda za zaposlovanje. In v okviru torej tega, kjer potekajo torej delavnice v Frstovi hiši od ponedeljka do petka, vsaki dan med 9. in pa 2. uro. Koliko ljudi je že zaposlenih? Zaposlenih je trenutno 5 modnih oblikovalk, ki sodelujejo na delavnicah, vsekakor pa tudi ob zaključku projekta Poretex želimo s tem tudi spodbuditi ostale oblikovalke, ki bi našle v sebi torej nek interes, neko željo in neko voljo, ki bi ustvarjale na področju ponovne uporabe tekstila. Kaj se dogaja v delavnicah? Delavnica se ravno, kot je bilo rečeno, se dogajajo razne stvari. Je dejansko zelo zanimivo in pa pestro, in sicer na 3 področjih, in sicer najprej na področju samega zbiranja oziroma ugotavljanja, kateri tekstil se pravi skupaj sode, oziroma kako dejansko dobiti neko idejo, kako ustvariti torej nek izdelek. In v drugem delu torej v bistvu sešiti, se pravi, ker v bistvu imamo tudi šivalne stroje, ki so dejansko tudi kupljene strani Evropskega sklada, že dejansko nabavljeni torej 4 stroji, s katerimi torej delavke, ki so tam torej sodelujejo, v bistvu dobivajo oziroma izdelujejo torej nove tekstilne izdelke. No, gospod Kavčič, material za delavnice pa pride iz Gajk. Kako to poteka? V bistvu material pride iz Gajk, na območju mestne občine Ptuj je nameščenih 8 zbiralnikov, ki so tudi financirani iz strani projekta Poretex, plus tega še en v Rogaški in en v Ormožu. Trenutno se odvaža iz teh zbiralnikov enkrat na 14 dni, v bistvu 2-krat na mesec mi z poltovornim vozilom naredimo en krog od zbiralnika do zbiralnika in ga spraznemo. Če bo v prihodnosti potrebno to, ker je zdaj trenutno zima, če mogoče v spomladanskih mesecih ali pa poleti, več bomo ta frekvenco povečali, ampak zaenkrat pa je dovolj. Bo pa kolega povedal, ker v Gajkah se zgodba ne zaključi, ampak gre, odpadki se pol na Gajkah prevzamejo in dejansko tukaj še je potrebno pač dodati, tako kot je kolega povedal, da ti material, ki se torej nabere, oziroma torej pripelje v Gajke, kjer se torej tudi stehta, ker je potrebno voditi evidence o pobiranju odpadkov, se dejansko torej ta prebere na neka oblačila, pri katerih še dajo torej uporabiti, medtem ko na drugi strani pa torej se še ne dajo uporabiti. In tota, ki se še da lahko uporabiti oziroma lahko romajo torej v delavnici, se gre na to torej v čistilnico v bistvu in se ti izdelki torej prečistijo. Na to pa se pravi roma v delavnici, kjer potem dobi, se pravi, kjer dejansko torej te modne oblikovalke dobijo torej novo idejo o zbiranju, medtem ko drugi del oblačil, ki pa dejansko so neuporabni, pa še bo naprej uporabil in sicer za izdelavo izolacijskih plošč. No, vprašanje še, kakšni so cilji za prihodnje projekta? Cilji za prihodnje so takšni, da se še vedno namerava, se pravi, zbirati torej ta odpadni tekstil in po možnosti se pravi tudi, se pravi, če bo ideja, se pravi, ustvarjena, se pravi, kot dobo ali nadaljevati, se pravi, za kakšnim podobnim projektom ali pa in pa, se pravi, dejansko še naprej izdelati oziroma izdelovati izolacijske plošče, pri kateri pa bodo sodelovali kolegi oziroma partnerji iz območja Hrvaške. Ptujčane smo povprašali, katerih odpadkov se pri njih največ nabere in kako ravnajo z njimi.
Poglejmo si anketo. Katerih odpadkov imate največ? Papirja, kartona. Ja, pravzaprav embalaže, ne? Največ je plastike, pri hiši pa nekaj ekoloških odpadkov, pa ostalih odpadkov, ostalo pa ne. Jaz sem sicer doma iz hribovitih Haloz, tako da mešani odpadki. To posebej zbiramo pa seveda vse ostalo, tudi plastiko pa te posebej in pa papir. Kam daste še uporabne stvari, ki pa jih ne potrebujete več, kot so oblačila, pohištvo, bela tehnika? Čujte, uporabne stvari pa je tak. Jaz sam ogromno stvari popravim, pa uradim, pa podarim, če kaj rabi, ali pa odpeljem ga nečakom, ali pa sinu, ki rabijo, ne? Tako da zelo malo jaz te stvari, recimo, kaj bi vrgel v odpad. Kar je uporabno, damo Rdečemu križu, tisto, kar pa ni več za uporabo, odpeljemo ali na čisto mesto v Gajke, ali pa recimo oblačila pa obutev pa v te kesone, ki so pač postavljeni, v te zabojnike, ki so postavljeni, ne? Oblačila dam na Karitas ali pa v te posebne zabojnike, ki so nastavljeni, pohištvo, tako nimamo takega, če pa je, pa na čisto mesto odpeljemo sproti. Ponavadi na odpad. Če pa je uporabno, pa dam tudi tja, kjer se ukvarjajo s tem, ali zamenjavo, ali prodam, pa kupim nekaj drugega, ne. Pa uporabljate reciklirane stvari? Tudi velikokrat. Tudi kupim, daj kaj, ne. Katere stvari pa? Lončke, vaze, prtičke, ne. Prav nazadnje sem kupil od alpskega mleka prtiček, ne, narejen, ne. Uporabljate reciklirane stvari? Ja, tudi. Če je mogoče, tudi grem pogledat te trgovine, ki so, in kupim kaj takega, tako da, ja, mislim, da je to zelo dobro in prav, da so s tem začeli. Ja, do zdaj ne, ker ni še take potrebe, mislim pa, da je to nasplošno zelo potrebno. Tako ravnajo Ptujčani, mi pa imamo še nekaj vprašanj za naša gosta, gospoda Kavčiča in gospoda Uhana. Gospod Uhan, katere predmete oziroma odpadke ljudje največkrat prinesejo v center? Torej, v center ponovne rabe, ki je lociran na zbirnem centru oziroma v centru za ravnanje z odpadki Gajke, ki je bil v bistvu postavljen 22. septembra leta 2014 in se bo nadalje, se pravi, še tudi nadaljeval, to je njeno delovanje. Zdaj, kaj dejansko torej točno ljudje prinesejo? To je zelo dobro vprašanje, vendar moramo reči, da nas je zelo presenetilo področje, kako ljudje še vedno marsikaj torej zavržajo, kar pa še vedno lahko konec koncev tudi uporabljeno. Tukaj predvsem govorimo o raznoraznih keramičnih, se pravi keramiki, porcelanu, tudi pohištvu, najdemo pa tudi raznorazne, se pravi elektronsko opremo, vendar pri elektronski opremi pazimo, se pravi vedno bolj, kajti nikoli ne vemo, kako dolgo bo ta izdelek dejansko še vedno deloval, vendar imamo, se pravi, doli tudi usposobljene ljudi, ki dejansko delajo torej na področju tudi elektronike in preizkušajo torej zadevo tudi večkrat, če je potrebno, lahko pa se tudi najde tudi lahko kakšna težavica oziroma torej problem, vendar to se še vse da vedno rešiti. Vendar ti izdelki, ne, konec koncev, če povemo na kratko, torej samo dejansko kaj, kako ljudje torej dejansko, se pravi, gre za preprosto, torej, da ljudje pripeljajo, prinesejo, če tega več ne uporabijo, v smislu, se pravi, na samo zbirališče, se pravi, na zbirnem centru Gajke, in kjer se material, se pravi, potem tudi nabere, se pravi, ker imamo torej naš ta del, v bistvu center ponovne rabe je sestavljen iz dveh delov, en del je trgovski del, drugi del je dejansko delavnica in v delavniškem delu v bistvu gre priprava torej na material, torej ali se torej prečisti, morebiti se mu doda torej kakšna še dodana vrednost, da dejansko torej ta izdelek pomeni nekaj več. Mogoče za neko osebo, ki je
ki dejansko to razume še vedno torej kot odpadek, mu se ne bo zdela nekaj posebnega. Ne? Medtem ko za nekega drugega, ki pa razmišlja nekoliko drugače, in to je bistvo dejansko torej te ponovne uporabe, da moramo drugače razmišljati o samih odpadkih, ne samo se pravi da je to samo torej odpadek, ki se mora torej nabirati. In na to se pravi tam, če ostanemo se pravi pri izdelavi, se pravi se ta preoblikuje, na to roma torej v delavnico, kjer se potem proda po torej tako nižji ceni. Ne nazadnje, torej ta denar, ki je zelo pomemben, pa se torej nameni za delovna mesta in pa za nadaljnji razvoj torej centra v prihodnje. Gospod Kavčič, ali se vam zdi ponovna uporaba dobra marketinška priložnost za prihodnost? Vsekakor. Čim več, ko se ponovno uporabi, tem boljše je za vse. Pri tem bi pa še rad mogoče dodal tukaj pri gospodu Kavčiču, da je dejansko torej ta sredstva, ki se namenijo oziroma prodaja torej izdelkov, pa se dejansko nameni, se pravi, tako je bilo rečeno, se pravi za razvoj, za zaposlene, torej in pa za nadaljni razvoj, se pravi, da ne gre, se pravi, kako bi rekel po domače, druge žepe. Tako, v bistvu ekonomika samega centra ni nekega dobička s tem, ne. Moramo računati s tem, da se zadeve pač ne odložijo, ne. Da se količina odloženih zmanjša tako z centrom ponovne uporabe, tako po drugi strani z reciklažo in z vsemi ostalimi dejavnostmi je vedno en in edini cilj zmanjšati odpadke, ki grejo v zemljo. Tako, zato pa so dejansko torej tako recikliranje, kot seveda tudi ponovno uporaba nekako povezani tudi med seboj in pa to mora biti vse v javno dobrem interesu. Spoštovana gospoda, hvala za podane informacije in vajen obisk v našem studiu. Hvala. Tako, prišli smo do konca naše oddaje. Upam, da ste izvedeli kaj novega in boste to znali uporabiti tudi v praksi. Hvala, da ste bili v naši družbi. Glejte nas znova prihodnjič, ko bomo spet govorili o kakšni zeleni temi.